มันใหญ่มาแล้วมานั่งนี่ Sreča se je zgodila pri igri z petardami. Jaz sem iz približno 100 petard iz ene škatlice, sem iz njih vzel smodnik in ga stresel v pocinkano cev, ki je bila na eni strani zaprta. In ta cev mi je padla iz rok, v bistvu na podboj od vrat, ki je bil železen, tako da je prišlo do mikroiskre in samovžiga in je stvar pač eksplodirala. Jaz sem na črnem trgu kupil petarde. Mislim, da so bile kitajske, ja. Tako da so bile zelo poceni pa zelo nevarne. Prvo se mi je zdelo, da sanjam. V bistvu nisem dojel, kaj se dogaja. Nisem verjel, da jaz nimam rok. Druga misel, ko me pa presunila, je bila pa, zakaj glih jaz? Zakaj glih jaz? Dojel sem naslednji dan, ko sem se zbudil po zelo dolgi operaciji. Dojel sem pa, kako je resna situacija, šele ko sem pogledal roke, pa jih v bistvu ni bilo več. Proteze so me naredili že leta 2008, takoj septembra, ko sem se odpravil v šolo. In so mi zelo pomagale pri mojem vključevanju nazaj v šolo in pri moji samostojnosti. Vseeno, to ni del tebe, to je pripomoček, no. Od poškodbe naprej gledam na življenje popolnoma drugače. Ga veliko bolj cenim svoje telo in vidim, da veliko bolj pazim nase in pač vidim, da je en trenutek v življenju, v bistvu ena sekunda dovolj, da se celo življenje postavi na glavo. Rekel bi jim, da saj je zabavno, meni je bilo tudi, ko sem bil pač mlajši, naj si dvakrat premislijo, če je res to vredno. Naj si pogledajo, kakšne so posledice. V bistvu, ker ni lahko s tem živeti celo življenje, samo zaradi tistega trenutka.